Bi radi imeli vrt poln zdrave zelenjave, pa vam ni do prekopavanja in zalivanja. Nič za to. Tudi vrtičkarja iz okolice Brestenice, ki živita v miniaturni hiški, se lotevata vrtnarjenja brez lopate in zalivke. Poglejmo, kakšen je recept za njun uspeh. Številni mladi se odločajo za urbani slog življenja in iščejo stanovanja in službe v mestu, vendar ne vsi. Tjaša in Robi sta izbrala podeželje. Tu sta si zasnovala majhno hiško in uredila velik vrt obilja. Robi, ko ste končali študij, ste se odločili, da boste začeli obdelovati vrt. Kdo vas je spodbudil k temu? Študiral sem gradbeništvo, tudi doštudiral. To je bila zelo zanimiva zgodba, ker sem po končanem študiju imel možnost celo v bistvu kar takoj prvi dan dobil delo, pa takoj sem dobil občutek, da ni to zame, da me je bolj vlekel ven na vrt nekak k naravi. In sem takoj kar po enem tednu naredil tako odločitev, da gremo probat, gremo malo več vrtnariti, gremo življenje malo drugače obrniti. Mogoče eni to čakajo na tako odločitev 5, 10, 20, 30 let, moja je bila pa zelo hitro, kar po enem tednu, ampak je bila prava odločitev. Kako velik je danes vrt? Tako nekje 200 kvadratnih metrov. V bistvu se vsako leto mičken manjša, tako, ker bolje in bolje zoptimiziran, veliko bolj se vrtijo na samih gredicah zelenjave, tako da ni tako pol več pomembna sama ta kvadratura. Kako pa se spreminja? Kaj se je spremenilo od samih začetkov do danes? V bistvu začetki so bili zelo zabavni, ker je bilo tisto malo na hitro in tudi začetki so bili zelo klasični. Tukaj smo zelo na odprtem, bil je tukaj travnik in je prišel sosed, zaoral in smo potem za zaorano zemljo spomladi štartali, kar je prineslo zelo slabe rezultate v tistih prvih letih. Mogoče tudi smo se oba malo s Tjašo še tipala, učila neke ideje, še probavala. In s vsakim letom se je pokazalo, da mogoče obračanje zemlje, štihanje, oranje na kakršenkoli način ni toliko priporočljivo za sama tla. In se danes vrtnarimo na stalnih gredicah, ki so nekih istih dimenzij, za lažji kolobar, in pa da se zemlja ne prekopava, le z obilno zastirko iz komposta ali pa podobnih organskih materialov ustvarja idealne pogoje za rastline, da lepo rastejo. Kako debelo zastirko imate, Tjaša? Ja, zastirka je res obilna in sicer tam nekje od 5 do 10 cm in to vzdržujeva res čez celo leto. Delujete po načelih permakulture ali biodinamike? Je zelo dobro vprašanje. Mislim, da smo zdaj v tem trenutku vzela iz vseh teh ved, vseh teh vej dela za naravo tisto najboljše. Tako da permakultura, biodinamika, družinska znanja. Znanje tega prostora, te zemlje, kaj tu v bistvu uspeva. Te mikroklime in tal, ki tukaj so. Se pa ne opredeljujeva, da bi zdaj rekla, po čem vrtnariva. Tako da kar vse rečeva kot vrt obilja oziroma vrtnarjenje brez prekopavanja za obilno zastirko. Jaz rad rečem, da je lenoba gonilo napredka. Mislim, če te nekaj muči, če nekaj ne gre po tvojih načrtih in te vzame veliko energije, veliko dela, potem začneš razmišljati, kako bi to lažje, kako bi to poenostavil. In tole je kar nekako tisto, kar vsaj mene dosti vodi pri samem vrtnarjenju. Jaz tudi mislim, da to, ker sva tako mlada začela vrtnariti in bova vrtnarila do konca, sva iskala čim več rešitev, in nisva šla po nekih ustaljenih praksah, ki so se nam zdele mogoče zamudne in sva tako iskala na vseh področjih, na tehniki, na uporabi orodja, kako najti rešitve, da bo to v bistvu veliko lažje in leno, če smo že tako začeli. Torej je nekaj orodja kljub vsemu. Ja, seveda. Mlad par živi v majhni hiši, tik ob vrtu. Idejo zanjo je Robi dobil že v srednji šoli. Takrat je zasledil gibanje za preprostejša in cenejša majhna bivališča, ki se je začelo v Ameriki. Po koncu študija sta s Tjašo zasnovala mobilno hiško, ki pooseblja moderen in svoboden življenjski slog. Materiale zanjo pa sta poiskala v lokalnem okolju.
Les je iz Pohorja in podobno. V tistem času sem zelo neko to moje gradbeniško znanje hotel spraviti v eno točko. Sestavljanje je bilo v bistvu od načrtov, potem dela, vse plod najinih in notranje urejanje, plod najinih idej in najinega dela. Vam 17 kvadratnih metrov zadostuje za bivanje? Jaz zelo rad rečem, da za mestno življenje bi bilo idealno. V bistvu, če si predstavljamo, da gremo doskrat v mest, da smo v službi dopoldne in da je hiška samo nekaj tisto stičišče, kjer imamo nekaj tistih svojih stvari. In kjer imamo svoj prostor, kjer prespimo. Za podeželsko pa sem zelo iskren in kar povem, da ne. Vseeno je to dosti recimo pridelkov iz najinega vrta, orodij, ki jih treba spraviti in potrebuješ še nek tisti prostor zraven, kar imava midva poleg en velik kozolec, ki je tukaj že več kot 100 let in nama daje to podporo za to podeželsko bivanje. Je v vajini mali hiški vse to, kar je tudi v veliki hiši? Je. Mala hiška ima spalnico sicer čisto pod streho in potem se po lojtrici spustiva v spodnje prostore, ki so čisto odprti, brez vrat in tam najdemo delovni prostor, kuhinjo, kopalnico. Hiška sama je mobilna in mogoče tudi spremeni svojo namembnost in potem postane bolj kot nek prostor za druženje, mogoče prostor bolj za oddajanje katerim drugim gostom ali pa, ne vem, spremeniva samo, da imamo neko delovno okolje. Predstavimo, kam drugam imamo, kje drugje vikend. Zelo široko je, tako kot mogoče tudi dosti nekih vprašanj dobiva na to temo v smislu, kdaj se mislite pa kaj zresniti ali pa mogoče v tem smislu in tukaj začutim tisto starejšo prepričanost, da kar narediš do 30. leta, tako je do konca življenja. Ampak današnji časi terjajo pa mogoče malo večjo to res fleksibilnost, mobilnost, spremembe, da si mehek, da se lahko prilagajaš vsem tem spremembam, ne pa tako fiksen na enem prostoru in da te tisti prostor potem tudi mogoče celo preveč ne omejuje pri kakih odločitvah pol za naprej. Marsikateremu je lahko velika hiša zelo veliko breme, še posebej mogoče, kar se tiče zimskih mesecev, ko pride kurjava, ko pride zaraževanje. Kaj pa se zgodi po zimi, kako se ogrevate v hiški? Ja, hiška ima elektriko, tako da ogrevanje je na elektriko z radiatorčkom, tako da je notri toplo in sva res celo leto v tej hiški, brez težav. Jaz tudi mislim, da sva lahko takrat že kot 23-letna bila samostojna in na svojem je to bila ena taka zelo dobra odskočna deska za neko samostojnost in korak v tisto neko zrelost, odraslost iz lagodnega študentskega življenja.